Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Kot vemo, je nedolgo nazaj bil v Dupleku, natančneje tam takoj za Žitečko vasjo, Bikers Weekend, v katerem so se zbrali motoristi in narajali, kar pa je razhudilo kar nekaj ljudi in eden izmed teh, ki so se čutili še posebej prizadete, je gospod Vauhnik, ki je doma v neposredni bližini tega prizorišča. Gospod Vauhnik, ja, beseda vaša, odločili ste se, da boste prišli do nas in povedali svojo resnico. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi prvo se vam rad zahvalil, ker mi tam vemo, da ste še vi edini, ko povete vse po resnici vun, tako je. In to, ko nam na duši leži, sem se jaz odločil, da prijem sem. Jaz bil včeraj pri našem županu, pa mi je rekel, Joža, to je vse res, samo nekega serije, to ti lahko prijejo nazaj. Viš, da nima noben manj kot 100 kil, to ti nam bajte, s temelja dol vržejo. Boj tiho, raje požeri, toti vikend pa gotovo. Jaz pa sem vseeno rekel, ker Marija me je doma gnjavila žena, sem rekel, vseeno grem to povedati, ker to moram povedati, bilo to nenormalno. Vse tak povprečju pubeci niso bili slabi, toti naši, ne. Samo toti tujci, kaj so prišli, s totimi bradami, pa s totimi rinki. Jaz vam povem, ni bilo dela na telesu, ki ne imeli rinka, not za štepanega. Jaz sem prvo mislil, da to neka finta, pa vidim, da ima prave rinke. Čude, jaz sem gledal puno krav, pa toliko rinkov na mesto še nisem videl. No, v glavnem, vse se je začelo v petek zvečer že, ko so kurbljali tote svoje mašine, to zgledam, noben auspuha gor nima, to tako pokalo, ko leta 39, se spomnim, omejata pravo. V glavnem, v petek po noči enkrat je bilo, se je začelo v štali dogajati neke čude, v glavnem bila je neka galama, sem pa tja, pes je ni lajo, ampak cvilo pa tulo. Te sem šel jaz vun, je rekla žena, Joža, kaj spiš? Sem rekel, ne, spim, ne, se čujem. Ja, pa ne šel pogledat, kaj je. Te sem že tak nevoljno se vstal, pa šel vun. Te sem videl enega poraščenega, z lampom, takim mišice, črno majice imel, gor na avci moj. Vemo, sunce. Gledam, kaj te je to, je to moja avca, ni? Te je s črnim sprejam neke kole gor na riso, pa na njej gori bil. Sem rekel, halo, kaj s tabo? O meni vas. Sem rekel, kaj vas? To ni samo postrežna, zgini vun. A pa te z vilavi napiknem. Te je šel nazaj, te drugi dan sem malo pazil, že v soboto, ne. Te sem šel v soboto tja, ker je bila galama pa muzika, sem šel preveriti. Marija tak rekla, Joža, ne nahodi, to je za vsega zmožni. Sem Marija, ti se ne boj, ker to te kmečke roke, veš, da so vsega zmožne. Jaz grem tja, sem šel gor na eno javšo, imam tam, ko je bila blizu prizorišča, tam me niso videli, pa sem gledal. Te so si navozili nekega dreka, nekega blata, noter, pa naenkrat nage babe, cele s temi velikimi zizami noter, so se začele mlatiti, pa to, jaz gledam, to ni tako slabo ni bilo, ne, mislim, zdaj to ni, ne, to bi še človek gledal. Gledam tisto enih 15 minut, te pa sila, te pa Joža, dol zjav še, hitro, pa črta do prvega potoka, pa sem se odvrgal, sem se ohladil, ker me tu me vse začelo peč noter, ker doma, tej vikend, moram vam povedati, po resnici še nič ni bilo, ker Marija samo sedela, svečo bila prežgana, rožni venec pa samo molila. Gospodin, ker je mislila, toti so vsekali noter in gotovo. To ti nič ni sveto. Ja, najlepša hvala, gospod Vauhnik, res očitno so vam lepo strigli živce. To še pa zdaj vse ni, ker zgleda, da so tudi povezani tudi z nekimi drugimi stvarmi. Včeraj, ko sem kosil, sem si pozabil cigarete zraven vzeti in potem sem najdel tam na travi enega takega doma nareditega kot tobak noter, pa papirček, tako je včasih ata si zvijo. In v pauzi, ko sem pokosil, sem si ga pržgal, pa sem ga pokadil. Jaz vam povem. Jaz pol naenkrat, ko da me kdo odzadi vseko z neko barunglo. Na tamkam kosilnico, pa direkt v Avstrijo. Ne na Šentilu me oni gleda s kosilnico, kam te greš ti? To sem prišel malo k sebi. Jaz vam vem, po poti se mi je vse smejalo. Med enega zajca sem videl, ko se je cepil, pa na hrbtu ležal. Tako vam povem, še v tobak so nekaj dali. To v glavnem ni dobro. Skratka, po vašem mnenju to več ne sme biti tam. Ne, to jih je treba zašvasati, neke taki objekt, neke rešetke, pa jih moraš imeti noter pod kontrolo, na luči, tako da nikam ne morajo iti. Hvala lepa, gospod Vauhnik, to je bila še ena resnica, dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ni nam lahko. Prokleti pankert, neka vrag vzame. Prokleti pankert. Reporter Milan vam razkrijem resnico. Vsako jutro od ponedeljka do petka na Radiu City.